Ko sem jokala, rekla si, boleti mora, da začeli se. Ja, lažnivke in lažnivci. Ti so se pa res namnožili zadnje čase v naši bajti. Vse se vrti okrog seksa in laži. Sam štrudla nobene speče. Moj oči, ko nikoli ne laže, zdaj laže, kot pes teče. Čigavi kremplji so tole pustili? Kakšni kremplji? To je od tobogana. Pri Korenovih pa tudi no. Ta kaseta, ko ste pogledala Jaka in Mojca, znaš trene zmešati. Ona dva sta čisto eno drugo osebo opisvala. Zdaj samo vprašanje, kdo tukaj laže. Ampak... Ja, vse tako zgleda, da sta najina potomca dva svetovna lažnivca. Razen, če tale punca ni še hujša lažnivka, veš. Me prav zanima, kaj bo zdaj. Po mojem se bo hotla mami ločiti. Mislim, moja mama in oči. Jaz bi se na njenem mestu zihar. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, tu sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Prej? Dan, a motam? Ne, Štefka. Kaj pa vi tukaj? Sosedje se tako malo družimo med sabo. Le pod isto streho živimo, pa se sploh ne poznamo. Ne, Štefka, kar naravnost mi povej, če si prišla zaradi malih dveh. Mislim, a ste kaj ušpičila? Povej kar naravnost, ker v zadnje čase jima sploh ne sledim, čista zmešana. Mislim, kar povej. Ne, Anja. Kje, Aida pa Jan sta tako prijazna, pa tako lepo vzgojena otroka. Veš, prav rada vidim, da prideta malo naokrog. Pa še naše dva sta tako malo bolj pomembna, ker sta njuna zaveznika. Ne, nisem prišla zaradi tega. Za uslugo bi te prosila. Ja, kar vse. Zakaj pa so prijatelji? Zato, da si pomagajo, a ne? Ne, kar naroden o tem govoriti, ampak res več ne vem, kaj bi. Zaradi Jožeta sem prišla. Aha. Anja, a mi lahko ti poveš, če me Jože vara? Močno ga imam na sumu, da me, ampak bi se pa zelo rada prepričala. Kaj imam pa jaz s tem? Mislim, kako pa ne, jaz to vem. Ja, iz kart, a ne? A nisi se ne vrste, ne vem, čarovnica, kako temu rečejo? Ne, nobena čarovnica nisem. Lepo te prosim, Štefka, malo znam šlogat s kart pa s kave, pa malo tako drugače pa mislim. Sicer pa, veš, kaj se mi zdi čuden, mislim, odkdaj pa ti verjameš v šloganje? A nisi zadnjič rekla, da je to čista neumnost? Ja, zadnjič je bilo zadnjič, danes je pa danes. Pa v sili hudič tudi muhe žre. Veš, kako je, Štefka, to ti bom čisto iskreno povedala. Jaz v to verjamem. Mogoče ne obvladam najbolj, ampak jaz v to verjamem. Zame je to resnica.
In resnica včasih boli. Naj boli ali pa ne boli. Anja, jaz moram vedeti. Res moram vedeti. Ok. No, daj. Ok. No, pa pogledali. Pa ne gre mi v glavo, da mulca takole lažeta. Zakaj za vraga? Pa ni mi jasno. Škajaka, zdaj je čist brez veze, da tukaj izganjava neko paniko. Najbolj sta se otroka počutila ogrožena zaradi Tine. Mislim, ker je imela več tvoje pozornosti. Mene pa tudi ni bilo. Enostavno sta se počutila zapuščena. Pa je pa špila z drogo, začela gorast je pa tudi čist podvijal. Pa saj sta vse dobila, kar sta hotla, no. Modena, karkoli sta se naprdala, vse sem jima dal. Se ravno to je problem. Denar ne zamenja ljubezni, veš. Zdaj brez veze, da tukaj filozofirava. Kar je bilo. Od zdaj naprej se jima bova morala bolj posvetiti, pa bo že kako šlo. No, se mogoče imaš prav. Od zdaj naprej bom tudi jaz malo bolj pozoren. A veš, če sta naja že enkrat zmanipulirala, bosta prav gotovo še naprej blefirala. Tale osel je šel sam enkrat na let, veš. Dobro, kaj je? Daj povej že, no. Kakorkoli obračam, poglej, to je karta ljubljene osebe, tvoje. In tle okrog imaš same črne karte. Prevara, sovražnik, no in tle ta mlada ženska. Si sem vedela. Kakorkoli obračam, je ta mlada ženska in zgleda, da te res vara. In to z eno preci mlajšo od tebe. Anja, mene bo kap. Če me ne bo kap, se bom pa fentala. Ne moreš se fentati. Se tle v kartah ni nobene smrti. Ne, mislim, sicer pa... Meni ni več za živeti, Anja. Jaz se bom obesla. Pa posluši, pa kaj se boš obesla? Mislim, saj so vendar vsi taki, ja ne vidiš. Polna usta imajo poštenosti pa načelnosti, pa pride ena mim, pa sam zritijo prav pomiga, pa grejo, pa pred pozabijo, mislim o načelnosti pa poštenosti, ni ne duha, ne sluha. Lepo te prosim, pa bi se morala že 100 enkrat obesiti. A ja? Ja, ti reš na svoja otroka, misel. A veš, poleg tega, ti se už fentala, on ga bo pa lepo sral naprej, ali kaj? A tega mu pa ja naš prvočila, no. Ja, imaš prav. Prav imaš. Sam meni več za živeti, jaz ne vem, kako ne se poberem, Anja. Jaz ti bom pomagala. Lej, malo sva šli meditacijo, pa regresijo, pa samo spraševanje, pa boš videla, pa boš pa mnogo močnejša, pa boš pa vedela, kaj narediti. Verjem mi. Prav. Kdaj začneva? Lahko že danes popoldne. Lahko pri meni? Ja, bi bilo boljše ja pri tebi, zaradi tega, ker imam jaz otroke doma, mislim pa ni miru, pa tako. Ne, otroka prideta šele zvečer. A tvoja? Ja, Jože ima pa službene obveznosti. Preklemanski dedec. Zmenen. Zmenen? Veš, da mi je že kar malo odlegal. A res? Dobra si. Se vidva. Dio, Števka, drž se! Ja! Pa ne morem verjeti. To pa moram povedati Manici. Dan. Žanja. Manica, živijo. Manica, Manica, prid sem. Ti mi nekaj povedala. Me ne zanima, veš, kaj nimam časa. Poglej, veš, z Jane ima toliko dela, da se ven ne vidva, veš. Joj, pa ti ne veš, kaj se mi je zgodilo. Se me ne zanima, no, kaj se mi je zgodilo. Joj, posluši, veš, da je bil pri meni. Kdo? Števka. Bogotajeva Števka pa je rekla, naj šlogam. Ja in? Ja, zato ker jo pa je njen mož vara. Ja, daj na njeno, koga pa to kaj važnega. Ampak zakaj ne vem, zakaj bi se to mene ticalo, kaj se to mene tiče, no? Kaj? Veš, dej, Jimmy, tamle malo stran skrajš. Še.
Poslušaj, a veš, kaj so pokazale karte? Kaj pa? Ja, da ga bogataj res šmira. Ampak veš kom? S tvojo praktikantko, Nancy Fancy. O, Madonna, o ti smrkla ti, veš kaj, jaz sem si mislila, da se bo stiska zadnjič tlele neki scimel. Je rekla smrkla, da bo šla z eno veliko živino v južne kraje, veš. Joj, uboga Štefka, Madonna, uboga Štefka. A bog. Ja, taki so ti desci, svine šovinistične. Uboge ženske rasturajo, fej. Naj se raj spravijo na sebi enake, recimo na mene. Jimmy. Ko sem hitela, rekla si, da nikar se mi tako ne moti. Pozabit si, uživaj pot, ker ciljev ni, so lepoti. A zdaj je čas, da grem. Ja, uboga mami. Saj se res dela, da je močna in prav, da je boljš, ampak jaz že vem. Potrta je, kot še nikoli tako. Nič, pomagati moram. Sam ne vem, kako. A je vam jasen? Lepo, lepe pozdrave, zarzutno tu. Sta se nekaj se plača. Kaj pa je to? Z televizije. Čakaj, da vidim tole. Vabljeni na sejo sveta upravnega odbora, ki bo v soboto dnevni red, udeležba obvezna. Jaka, nismo v soboto z Gorazdom zmenjeni, da gremo skupaj ven na kosilo. Madonna, saj res. Ja, veš kaj, bomo šli pa... Ja, pa saj nisem jaz suženj televizije. Halo? Cvetka, si ti? Ja, krasen. Poslušaj, ravno kar sem dobil tisto vabilo za sejo, za sejo upravnega odbora v soboto, ja. Ja, ampak to šele danes. Ne bo me. Ja, kar povem, lepo, da me ne bo. Poslušaj, jaz sem se odločil, da čez vikende zame službe ni. Ja, Madonna, pa sej čez teden po cele dneve tam visim. Ja, vem, da mi ni bilo na čak, ampak, veš kaj, dej recim, da imam že druge obveznosti, ja. Tako ja. Ja, vem, da bojo godrnali, pa kaj pol? Pa kaj me briga, Cvetka, kaj me briga, no? Si razumela? V redu? Hvala, nasvidenje, Cvetka. Wow, ti to je pa nekaj novega. Ja, kaj, ne vem, kaj se s tabo dogaja, ampak meni je kul. Meni tudi, veš. Madonna, sada nam tole mene preveč koštalo. Da se odrekam službi na račun družine. Zdaj boste pa videli, kdo bo koga. Kdo je kriminalist Rado. Ja, tole kamerco bomo lepo nastavili, lepo poštimali. Nisem se jaz zastonj učil po tehniki opazovanja in sledenja in mine iznenađenja pa to. Da vidimo, kdo je diverzant, ki ima tle parkle vmes, pa servus nazdaj. Rada živjo. Kaj pa delaš v mojih rožah? Nič kaj tazga ne delam, tako da bi kaj delal, tako posebenega. Jaz sem sam tako do rož šel, ne, do rože, pa sem pa videl, da je en prah takole gor in da je tamle ena pajčona in veš, kakšnega pajka sem ga jesnil.
Pa daj, Rado, pa ne vem, kdo je hujši, ti ali ta mala dva. Sicer pa jaz grem k Štefki, a veš, na eno seanso, pa pridem bolj pozno. Kaj pa ti je? Okej. Je v redu? Servus, Nadal. Čau, ljubi. Ti mater, skoraj bi šla moja tajna misija pogobe. Ti mater. Ja. Štefka! Si tle. Živjo, sem tle. A si že vse uredila? Super! Super! Lej, sem še musko prinesla. A ta ni v redu? Ne, ta pa ni v redu. Zato, ker bova zdaj delali raba tako razpoložensko musko, veš? Ta ni dosti razpoloženska. Meni se zdijo slaki zelo razpoloženski. Ja, sam jaz bi bila rada, da bi imele bolj tako musko za meditacijo, prav? Tako, Ja. take pa nimam. Ja, take pa nimaš. Kaj pa zdaj, še dan se vam midve šle? Hipnoze. Hipnoza? Ja. A ni to mal nevaren, Anja? Zakaj? A ti to znaš? Ja, seveda, obvladam. Saj sem bila na enem seminarju. Mislim, lahko mi verjameš, obvladam. okej. A veš, s hipnozo bova midve šle malo v tvojo mladost, da vidva, mislim, kakšne težave si imela takrat, ker tam so vsi vzroki doma in potem jih bova lepo lahko rešile, a ne? Prav. Se strinjaš? No, dobro je. No, zdaj se boš morala malo relaksirati. Povej, a boš gledala v tale obesek ali v svečko? Kaj bi rajši? Kaj pa jaz vem? Kaj je boljš? Ne vem, mislim. Ne, svečko. Takole, le, zdaj boš gledala. Sva rekla, ja. Se dobro počutiš? Se? Ja. No, Ja. le, mislim, skozi svoje telo moraš spustiti tok pozitivne energije, ne mižat in gledaš v svečo. Gledaš v plamen, plamen je vedno toplejši, raste, svetloba postaja sinja, širi se, toplo je, padaš pa. Padaš. Vrniva se v tvojo mladost. 20 let si stara. 20 let. Pod eno streho. Mami, Rado, mami. Rado, mami. Miju, pojď sem. Pojď tam. Ty máš čile, jdem jakno. Kolače. Okay, živ. Druga pravi na šefe. No, zdaj pa greva še 2 leti nazaj, stara si 18 let. Kaj? 18 let. Kaj bi rada postala v življenju? What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play.
come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared a sort of room in Chelsea. She wasn't what you called a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her lay down like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and say, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret, old chum. And I love a cabaret. Bravo, bravo. Bravo, bravo. A kakšnega fanta imaš? O ne, fanta pa še nimam. Bi ga pa rada imela, veš? Kakšnega? Takega črnega pravzaprav. Črnca, mislim. Zakaj pa črnca? Kakšno trapasto vprašanje? Črnci so ja tako dobro obdarjeni tam spodaj. No ja, če pa že črnca ni, bi bilo pa fino, da bi bil kakšen tak romantičen, nežen, ampak zelo strasten ljubimec. In potem bi se celo noč ljubila, pa celo noč ljubila. Lahko bi bila pa tudi ženska, taka čuteča, izkušena, blond, čutna. A zdaj je čas, da grem od tebe stran, čeprav imela sem vse. Na svojo pot grem z njim v nov pristan, a zavedno bom le tvoja hči. Ja, otroci zmeri vidimo svoje starše v drugačni luči, kot so. Pomislite, kako si vi predstavljate svoje starše pri tistih stvarih? A si jih lahko? Jasno, da ne. Ampak tole z mojo mami, to je pa sploh too much. Ne vem. A je možno, da se človek laže pod hipnozo? Kaj pa to? Ne slišim. Slišim, ne vidim, ne govorim. Koliko ti, ja? Ja, lepo. Kaj pa tole? Pa težek in pa ganeš. Čakaj, telefon. Aha. Halo, Korin. A, ti si to, ne živijo? Ja, sem dobil tisto vabilo. Ja, pa sem rekel, da me ne bo. A kaj je bolj pomembno od seje? No, poslušaj, ti bom jaz zdaj takoj povedal. Na kosilo peljem svojo ženo in sina. Ja, to je zame bolj pomembno tako. In kar zapomnite si, zame je najprej družina, potem pa vse ostalo. Poslušaj, sicer se pa vabilo pošlje teden dni prej, ne pa ta zadnji dan. Jasno? Hvala, adijo. Jo, Jaka, ti pojma nimaš, kako si zmeri želela takih besed. Ti si zmeri na prvo mesto postavljal televizijo,
Pa prijatelje, pa tenis, pa golf, pa poslovne partnerje. Šele čist na koncu smo bili mi. Zato sem tudi šla v Indijo, veš. Ampak vremena krancem, korenom bodo se zjasnila. So se že, ženka moja, so se že. Samo... Kaj te pa matra? Veš kaj, vedno me zaskrbi, kadar postavim familijo pred službo. Veš, zmeraj se spomnim na tiste posnetke. Upam, da se ne motim. Ne. Ja. Ne, zdaj se boš zbudila, ko bom preštela do 10, se boš zbudila spočita, sveža in ničesar od vsega tega, kar so tukaj počeli in se pogovarjali, se ne boš spomnila. Začnem šteti do 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Joj. Anja. Joj, oprosti, jaz sem kar zaspala. Ja. Bog, sem bila zmatrana. Takoj me je zmanjkalo. Joj, oprosti, Anja, sem hipnozo pokvarila. Ja, sem pokvarila, ti oprosti, ne, mislim, se vidiš, saj sem bila sam na enem seminarju, nič ne znam, brez veze. Nič hudega, mislim. Ne, sam, da si se ti zbudila svežo, pa tako bo, veš kaj, si mi da reči. Jaz se dobro počutim, veš? Ja. Ne, veš kaj, mi dve se bova raje lotili joge, a? Ja, po moje. Če ne obvladam, ne obvladam. Zdaj pa grem povej, kdaj ne pridem? Jutri popoldne. Ja, kdaj pa v bistvu času? V bistvu, spet sem sama. Ja, v redu. Pa priprav svečke, musko še imaš? Se vidva. Ista muska. Ja, se zdaj lahko poslušaš avsnike, če češ ali vsaka, kjer imaš. Jutri pa tole prešpari, okej? Prav. Čau, ljubica. Sam, da se ti dobro počutiš. Odlično. Odlično dejanje. Ko sem mogla zaspati. Aj, fezok. Barajoča. 20 let že nisem tega pela. Ko sem se pa tega spomnila. Kole? Ne, malo bi sem obrem. Kako? Sem. Kako? Jo, tako bo fino. Dobro je, dobro. Čau! Glej ga, fanta. Kaj dobrega? Ful dobrega. Prvo pismo od Špele. Bravo. Da je srečno prišla. Srečno je prišla. Mislim, očitno, če si preber ga hiter. Vidimo, kaj se zdaj. Dragi moji, pa sem tukaj. Maja! Špela je pisala prvo pismo iz komune. Evo je že tam. Ta vest. Dragi Janez, ti ne veš, kako zelo te pogrešam. Dobila sem tudi že nekaj prijateljic. In tudi sicer so vsi zelo prijazni. Počutim se, kot bi bila doma. Tukaj sem čist sama, grozno sem usamljena. Nihče se ne briga zame, kot da me ni, sploh pa so strogi in strašno resni. Ves čas mi nekaj težijo, pa posodo moram pomivati, pa pucati. Počutim se kot v čuzi. Sploh ne mislim več na kakšno drogo. Prepričana sem, da mi bo uspelo in da se bom ozdravljena vrnila domov. Vesela sem, da mi tako složno stojite ob strani. Ves čas mislim samo na to, kako bi se zadela. Groza. To je nevzdržno, ne bom zmogla. Pa saj je vse čist brez veze, meni se bo smešal. Torej, imejte se lepo in čim več mislite name. Špela. Evo, konc. Ja, evo, bomo nazdravili naši korajžni punci, ne? Na to se pa res lahko nazdravlja. Ja, seveda. Pa na boljše stanje v familiji tudi, a ne Gorazd? Ampak zaradi Špele pa bom, ja. Večkrat,
Ej, tle je še nekaj napisan. Ja, PS. Ja? Foter, daj pridi poslušati, ne? Ja, ti preberi, daj. Sicer si strašno želim spet priti domov k vam, saj vas že zelo, zelo pogrešam. Je pa možnost, da me že kmalu spustijo za vikend. Ja, vem, da se čudno sliši, ampak to, da po pol leta spet pride mati domov iz Indije, je menda dovolj velik razlog za skupni vikend tudi po tukajšnjih internih pravilih. Lepo pozdravite vse v hiši, še posebej pa Rozi. Joj, pridna punca, pridna. No evo, se bomo pa še prej videli, kot smo mislili. Na zdravje. Le, Rozi, tale kaj premar, tako? Pozvoli. Na zdravje, živijo. Čin. Samo to se pa meni vsem zdi malo čuden. Saj še en teden ni tam. Janez, pridi prosim na obisk in prinesi vsaj 1-2 dozi. Pa nikomor ne povej. Brez šusa ne bom mogla. Če ne prideš in mi ne prineseš, se bom fentala. Poljub, Špela. Šit, ej. Jaz si moram iti pomagati. Ne. Ne deli neumnosti, no? Zihar ni tako, kot piše, zihar. Po mojem ima sam krizo. Jaz si moram iti pomagati, drugače se bo fentala. Ne! Janez, ne, no! Janez! Janez! Pa vaj imam, neč se namo šlivecki valjen z barave. Roka, vis, roka. Aretiram vaju na podlagi 14. odstavka 15. zakona o prekrških in deliktih in sicer zaradi povzročanja materialne škode in napada na obleko uradne osebe. Lahko imata pravico do molka in tudi do enega odvetnika in enega klica. Dokazni material imam pa tukaj. Roka, vis! Ne rabimo decev, ker so glupi. Ne rabimo decev, ker so neuporabni. Pa še res je. Ne rabimo decev, ker smrdijo. Ženske sploh ne rabimo decev. Ženske lahko kar same živimo. Z moškimi so sama jajca. Mehko kuhana. Kaj pa je zdaj to? Zakaj se pa valata po tleh? A ste čist preflikneni, ali kaj? A kaj se greste? Ja, jogo se greva, ne vidiš. Kakšno jogo neki? To je en čist navaden valanje. Prosim. Ti presnika rad popraskana. A glih ti boš govoril, kaj? Valanje. Ti si se valal še vse, ki je drge, ne sam po tej kuhan. A ti boš meno tobogano pa sirkove krtače nakladal, kaj? Pa v hrbta ti je skrempli odnesla. Od zdaj naprej se bomo pri tej bajt pa mal drgač zgovarjali. Jasno? Tišina, čisto tišina. Takole je zdaj. Situacija je silno resna, fant. Jaz itak vse že vem. Češ pa znal, ko vas naredil, pa kazen natko huda.
Pa mingede mi še lahko poveš, če si najdel v žepu kakšne ključe od službenega avta, ko ne vem, kam sem jih dal. Kaj se smejiš? Daj, žena, posluš. Dost imam tvojih laži, razumeš? Tvojega sprenevedanja, pa tvojih besed o zvestobi, pa poštenju, pa načelih. Ma tok tem pošla čez tvoje lažnive zobe, baraba negravžna! Daj neki, no! Dost te imam! Pomir se! Dost! Ej, kaj vam je, no? Dajte mir. Nič mir, nič mir! Dost imam jaz tega! Dost! Ne vem, kaj je. Prav hecna je. Mal prej se je še po tleh valala, zdaj pa lonce premetava pa grozi. No. Umirite se, no! Kaj vam je, se sta kot otroka. Dost imam! Veš kaj, oči, mam je čisto pravično užaljena, da veš. Ma dajte že mir, no, se vam je čist smešalo, kaj? Dajte že biti tiho! Tukaj se delite, pa cirkus ganjate, eni ljudje imajo pa res probleme! In jaz si bom pomagal. Jaz si bom pomagal, ker eni moram pomagati, ker če ne bom jaz, ne bo noben drug na svetu nič za njih naredil. Janez, razbite se zaradi mene. Ne, shit. Oh, fuck. Umirite se malo. No, a si zdaj zadovoljna, ker si tak cirkus naredila? Veš koga? Ta glaven klovn v tem cirkusu spa ti. Brez konkurence. Lažnivc. Pokvarjenc. Kurbir! Ko sem živela v pravljici, v deželi čudežni, na krilih sanj in skritih želja. Bila si moja zaupnica, ko sem trpela, bila si tam. Shit. Pa torej vse bo zakompliciran. Že situacija med mami in očem je čist mim. Zdaj pa še Janez. Ta bučko je res tako zacopano špelo, da je pripravljen za njo narediti karkoli. Upam sam, da se ne bo še kakšen kriminal spustil. Sam tega bi nam še manjkalo. Živjo. Kako si? Servus nazar. Presenetljivo dober. A si kaj videl tam malo dva? Sam jo videl, ja. Kje pa sta? Trenutno v postopku. Kje sta? Trenutno v postopku zasliševanja. Če bolj natančno povem, se tajata. A dej, nekaj se zafrkavati, povej, kje sta. Resno. Če ti povem, da sta trenutno v postopku zasliševanja in ker obstaja velika begosumnost, sem za njo odredil pripor. Kaj? V zapor si jo zaprl, ali kaj? Ne, saj nismo tako bucast, kot smo videti, ne. Veš, da so lepotni za otroke. Ja, pa kje sta, no, povej. Lepo fletam sem jih v omaro zaprl. Kaj si naredil? Omaro sem jih zaprl. Zdaj te povedal. Če sta bila trenutno v postopku zasliševanja, razumeš? In sem jaz prav čist novo, ker nista nič govorila. Pa ti nisi normalen, ej! Seveda! A v omaro si jo zaprl! Ja, kaj? Pa ti nisi normalen, ti si psihopat! Ti biš zgini. Kaj ti je? Marš si zaprl moja otroka! Sej vam še dajte sej! Še dajte! Marš! Marš, da te nikoli več ne vidim! V tisto vanjo, marš! Povedi, povedi, si se skoraj zadušil. Mene bo pa strah. A sta hudo trpela, ljubčka moja, zlata moja. Joj. A sta hudo trpela, a?
Mogoče. A mi mislite, kar naprej govorite tam mogoče, ali kaj? Dokler ne najdemo, oziroma dokler ne spoznaš svojega očeta, ali kaj? Ja, a ga bomo lahko spoznala. Mogoče. Za nočjo spet pride dan. Ne stori zdaj, preštej do 3. A zdaj je čas. Mogoče bosta pa Jan in Aida res poznala Idinega očija. Jaz sem svojega tudi. Ampak v drugi luči. Ful me skrbi za Janeza. Bojim se, da bi se še on zapletel v kakšne posle z drugo. Ta en tak bučko, no, še hujš kot otrok. Preveč dobro ga poznam, da bi lahko v miru spala. Pa vseeno. Se vidimo. Nujno. Vsake oči iščejo mavrico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj.